Zaprite okna! Gospod, nehaj! Kdo je hlapec? Kdo je hlapec? Udarite, hlapci, obsojeni za hlapce! Opozarjate na nezavidljiv položaj, v katerem se je vaša akademija znašla. Ja, pa ne samo na položaj akademije. Najprej se je v bistvu šlo za visoko šolstvo, za vse ostale akademije, tudi ostali dve akademiji, ki sta v Ljubljani, se vsi vemo, da položaj ni najboljši. In seveda tudi za ostale fakultete, ki s tem manjkom denarja izgubijo v bistvu možnost delovanja. Potem, glede na to, da smo tudi kulturna oziroma umetniška akademija, se tudi borimo za obstoj kulture v Sloveniji, ki pač se mi zdi tudi zgodovinsko gledano, da je ena najbolj pomembnih stvari našega slovenstva, no? Da nas je skozi zgodovino marsikdaj tudi rešila pred kakimi Nemci, Avstro-Ogrsko recimo. Ne? Se prekriža, hlapec moli rožni venec. Gospodar moli oče naš, hlapec odpravlja 9-dnevnico. Bolj skrbnih varuhov nima neumnost. Noč in dan stoje pred njenimi durmi, da je ne zaluti beseda od Dunaj, ter jih ne zmoti vernega srca. Čez vero šimfa! Molči, baba! Čez vero šimfa! Čez vero šimfa! Nisem govoril o veri. Dali so jim znamenje. Tam so jim dali znamenje. Proces močno Molči, nehaj to, master! Antikrist! Mati mu umira, on pa Boga preklinja. Nehaj šo, mašter! Kristjani, ljubi moji... Zaenkrat plana za naprej ni. Mi imamo plenom, ki se organizira zdaj v teh kriznih časih celo vsak dan, drugače vsak teden. Verjetno bomo na tem plenumu predebatirali, kaj smo uspeli narediti v teh trikrat, kolikor smo tukaj bili. Uspeli smo eno sliko prodati. Ena gospa je celo donirala nekaj evrov za vodo, kar zelo fajn pride v teh dneh. Čigava je pa bila slika? Slika je bila pa od gospoda Jankoviča. Koliko je pa slika? Koliko se je pa iztržila? Se je tudi on si jo zaželel, tako da... A ja, v njegovem imenu, svojo sliko je kupil? Ja, sicer je ni vzel, potem jo bomo verjetno mu poslali. Ubijte ga! Ubijte ga!